Avgusta pričakujemo sončni mrk in danes v Igrivem parku izdelujejo škatle, s katerimi bomo lahko pogledali v sonce. Z nami je dr. Primož Kajdič, astrofizik, ki nam bo malce podrobneje razložil. Dr. Primož Kajdič, mrk pomeni, da sonca pravzaprav ne bomo videli. Zakaj torej moramo imeti zaščito za oči? Ja, sonce dejansko ne bo v Sloveniji ne bo izginilo popolnoma, ampak samo deloma, ker bo to delni sončev mrk. Se pravi, luna bo zakrila v Murski Soboti približno 3/4 sončeve ploskve, ampak tiste, kar bo pa še vedno kukalo, izza lune, tiste pa še vedno dovolj močno, se pravi, sije dovolj močno, da nam lahko oči poškoduje, če gledamo v sonce brez primerne zaščite. In zelo malo ljudi ima primerno zaščito. To so posebne očala za mrk, s posebno folijo ali pa varilno steklo, ki pa mora biti dovolj temno. Če pa tega ni, je pa pač varna varianta za opazovanje mrka, je projekcija mrka, se pravi, da ne gledamo v sonce direktno, ampak gledamo sliko sonca. In mi smo danes tukaj izdelovali iz kartonaste škatle takšne projektore, to se reče kamera obscura, s katerim bodo lahko pač otroci pa starejši varno opazovali ta astronomski dogodek. Kamera obscura oziroma ti projektorji, kot ste jih izdelovali, so iz čisto običajnih škatel, potem rabimo MBO papir in tisto alufolijo, ki jo sicer poznamo iz kuhinje ali pa sicer iz širše uporabe. Ja, to je ravno prednost, ko to lahko vsak doma naredi. Se pravi, rabimo škatlo, ki je to škatla za čevlje od česarkoli pač. Lahko so različne velikosti, potem pa pač treba malo manipulirati z škarjem in z nožem in pa seveda narediti eno majhno luknjico na eni strani, na drugi strani pa zalepimo do papir, ker v bistvu zaslon, kamor se bo projicirala slika sonca, pa še eno luknjico za gledanje. To je vse, to se naredi v 5 minutah in seveda potem ne gledamo direkt v sonce, pa gledamo notri v škatlo in lahko opazujemo celoten potek mrka. Sicer pa, kaj mrk pravzaprav je? Mrk je, ko se planeti poravnajo, se pravi Zemlja, Luna in Sonce. Se pravi, do sončevega mrka pride takrat, ko nam Luna deloma ali popolnoma zakrije Sonce. Se pravi, v Sloveniji bo tokrat delni sončev mrk. V določenih predelih Španije, Islandije ter Grenlandije pa bo Luna prekrila Sonce popolnoma in takrat govorimo o popolnem sončevem mrku. Zdaj, v teh krajih bo maksimalno trajanje popolnega sončevega mrka nekaj malo čez minuto in oni potem tisto fazo, ko res Luna popolnoma prekrije Sonce, lahko gledajo brez zaščite, ker to je spektakularen fenomen. Mi smo ga tukaj videli pred 27 leti. Za ostale nas pa seveda Luna se postavi navidezno med Zemljo pa med Soncem, se pravi, se poravnajo ta tri nebesna telesa in zato pač iz dela zemljega površja mi to vidimo, kot da bi Sonce zmanjkalo. Kot astrofizik, to je sicer naraven pojav, ki se vsake toliko časa ponovi. Gre temu pripisati tudi kakšne druge posebnosti, nekoč so bile vraže s tem povezane? Ja, dosti je bilo vraž, se pravi, nekateri ljudje se še vedno bojijo mrkov. Gre seveda za popolnoma neškodljiv pojav, pač razen to za oči se moramo zavarovati. Posebnosti, naprimer, ko med popolnim mrkom takrat se začne tisto bolj zanimivo dogajanje, ko se nekateri ptiči kure, da se odpravijo spat, zato ker mislijo, da je že temno, in pa tu spravi živali odreagirajo na mrk, ker mislijo, da se pač noči, da se bliža noč, čeprav je to sredi dneva. Saj ne vem, kaj si potem mislijo, ko morajo čez nekaj minut spet vstati. In naloga znanosti je, da pravzaprav razloži, da je to povsem normalen pojav, ki se na vsake toliko časa pač pojavi. Ja, mi spravi astronomi to znamo zračunati in to na sekundo natančno, kako bo pač potovala ta lunina senca po površju Zemlje, v katerem trenutku bo prišla, naprimer zdaj, če govorimo za Slovenijo, spravi, zdaj imamo 12. avgusta, prva vas v Sloveniji, kjer se bo mrk zgodil, so Dolenjci v Prekmurju, ker gre za najbolj severni kraj. Zadnji ga bodo pričakali na Primorskem, s tem, da bo pa na Primorskem
maksimalno, se pravi skoraj 90% mrk, se pravi, da bo Luna prekrila skoraj 90% Sončeve ploskve, v Prekmurju pa nekje 3/4, se pravi, bo stopnja mrka nekoliko manjša, ker smo dlje stran od Španije, kjer bo popolni mrk. Zdaj pa poglejva tole kamero obskuro, ki ste jo naredili. Kaj v bistvu vse mora vsebovati? Ja, enostavno, se pravi, to je pač škatla, lahko je kakršnakoli. Čim daljša škatla, tem večja slika sonca bo. In mi smo, oziroma pač tukaj so, znotraj, na eno stranico škatle, na notranji strani nalepili bel papir. Bel papir je zato, da pride do kontrasta. Na nasprotni strani smo izrezali eno odprtino in čez njo zalepili aluminijasto folijo ter jo prebodli. To je čist majhna luknjica. Aluminijasta folija zakaj? Zato, da je luknjica bolj čista in je potem slika sonca čistejša. Potem so pa še na eni strani naredili še eno odprtino in skozi to odprtino mi potem sonce tudi opazujemo. In postopek je sledeči. Se pravi, mi luknjico z alufolijo obrnemo direktno proti soncu, potem pa opazujemo sliko sonca, ki se pojavi na belem papirju. Se pravi, to gre tako. To je najenostavnejša izvedba. Če pa imamo dovolj veliko škatlo, potem pa lahko nekaj druge naredimo. Potem pa lahko na eni strani nalepimo bel papir, na drugi strani odprtino z alufolijo in luknjico, na eni stranici pa naredimo odprtino za glavo. In potem mi to spet obrnemo ta del proti soncu in si damo to na glavo in lahko opazujemo sončev mrk. To pa imajo otroci zelo radi, ker si radi stvari gor na glavo dajo. In to pravzaprav se povsod, kamorkoli se bomo odpravili, lahko s tole škatlo ali kamero obskuro, če bolj urbano poimenujeva, opazujemo sončni mrk. Ja, delni sončev mrk je to. Če pa bi bili tam, kjer bo popolni mrk, med tistimi nekaj minut, pa nekaj, ko bo popolna faza mrk, tisti se pa opazuje s prostimi očmi. To se pravi, je popolnoma naraven pojav, ki je zanimiv za vse nas oziroma za cel svet. Ni nobene skrivnosti, kajti nas običajno zanimajo stvari, kot je astrofizika. To ni nekaj, kar bi lahko prijeli, kupili, ampak zgolj opazujemo. In lahko vemo že tudi, da se bomo naslednje leto spet opazovali, približno v istem času, spravi takrat do 2. avgusta. In takrat bodo mrk gledali tudi v Španiji spet, pa v Afriki, se pravi naprimer v Egiptu, tukaj bo delni. Zanimivo pa je, da letošnji mrk je 12. avgusta, kar je en dan pozneje, kot je obletnica našega prekmurskega popolnega mrka, ki se je pa zgodil 11. avgusta leta 1999. Imajo prehodna leta tukaj kakšno posebno vlogo? Ne. Ne, ampak je zanimivo, da pa vsi trije so pa potem avgusta se zgodili. In tistega smo potem opazovali pred 27 leti, prav tako v Šalovcih oziroma v Budincih. Tako. Takrat je bilo tam, ali pa nekateri smo šli na Madžarsko, ki je bil malo daljši tam. Prav tako s kamero obskuro, ali pa kot so takrat na veliko prodajali, oziroma so bile na veliko na prodaj tudi očala oziroma zaščitna očala. Ja, letos pa smo jih malo morali iskati, ni bilo tako na voljo, tako da bodo škatle kar. Zdaj, astrofizik ste, vam osebno, kako zanimiv je ta pojav? Ja, naprimer popolni mrk sem imel nazadnje priložnost gledati v Mehiki leta 1924 in to je bilo spektakularno. Se pravi, tega se nikoli ne naveličaš, vsak mrk je drugačen, sonce pač takrat naredi svoj šov, svoj sončevo korono, ta bel sij, ki se pojavi okrog, pa z drugimi stvarmi in to je nekaj, tega se ne naveličaš. To lahko 10 vidiš, pa bo 11 še vedno drugačen. In astrofizika je tudi ena izmed znanstvenih vej, v kateri ni nekega konca. Ne, stvari se nenehoma na novo odkrivajo. Vsakič, ko se naredi eno odkritje, se pojavi 10 novih vprašanj. Tako dela nam ne zmanjkuje zaenkrat.